Lepo pozdravljeni. Danes je z nami zelo zanimiva gostja. Današnja tema bo šolanje na domu. Tina, lepo pozdravljena. Živja. Tina večina pozna pod Instagram profilom Drugačna mama. Sama sebe opiše kot žensko, mamo 6 otrok, ženo, je pa tudi poklicno se usmerila kot dula in pomaga veliko nosečnicam, mamam. Lepo vabljeni na spremljanje njene Facebook in Instagram strani. Tina, poleg tega, da si mama 6 otrokom, šoloobvezne šolaš na domu, je tako? Tako je, ja. Starejša dvojčka že obiskujeta že 5. razred. Ja. Se pravi, si začela ju izobraževati že leta 2017. Bi mogoče malo razložila, kako ste se z možem že takrat odločila za to obliko šolanja? V bistvu je to raslo že od prej. Ko sva bila na tem, ali dava otroka v vrtec ali ne, takrat je začela zoreti ideja. To, kar ni nič bilo čez noč. Takrat sva v bistvu oba dva razmišljala o tem, da nama je ta porodniška čisto prehitro minila, da v bistvu se nekako bi mogla zdaj posloviti od njiju in jo dati v vrtec in bi zelo malo časa še preživeli skupaj. In to nama je bilo kar malo preveč hitro, preveč grozno. Tako da sva potem to odložila in sva rekla, bomo še 1 leto skupaj doma. Jaz sem bila noseča in sva pričakovala itak še dojenčka, tako da se je nekako ta porodniška podaljšala. Potem sem jaz ostala kar doma in se nikoli nisva potem v bistvu odločila, da jih dava v vrtec. In vedno je bil razlog točno to, da bi bili več časa skupaj, da bi bila naša družina nekako lahko bolj povezana. Klemen je delal ob večernih urah, delal je zgodaj zjutraj in smo bili v bistvu ravno tisti čas, ko bi bila ona 2 v vrtcu, potem pač, ko bi bili 3 v vrtcu, smo bili lahko skupaj, lahko smo hodili na izlete, nismo bili vezani na nič. Ker je mož tudi espe, si sam ureja svoj delovni čas in nam je to bolj ustrezalo. No in v tem času, ko smo bili skupaj doma, sem jaz iskala družbo vrstnikov in sem naletela na ljudi, ki niso imeli otrok v sistemu in nekateri pač še ne v vrtcih, drugi pa tudi že so šolali na domu. Začela sem se udeleževati srečanj šolarjev na domu in takrat v bistvu prvič slišala za to, da sploh je to možno. Tako da sva se potem, ko sta bila dvojčka vpisana v 1. razred, odločila za to, da probamo 1 leto na tak način in bomo videli, kam nas to prepelje. Tako da na začetku je šlo res čist za neko intuitivno najino odločitev, da pač želiva to za nas, da je to za nas boljše. Nisem nič kaj dosti niti brala o tem ali pa študirala. In šele potem, tik preden sem jih v bistvu začela šolati na domu, ko so mi začeli ljudje spraševati v zvezi s socializacijo in temi stvarmi, sem potem začela iskati literaturo na to temo. No. Da si potem v bistvu lahko te informacije podkrepila tudi s svojim znanjem. Ja, jaz mislim, da vedno nekaj vpraša, se najprej moramo sami sebe v bistvu pomiriti, ne? Ker ko me kdo vprašal, kaj pa socializacija, sem jaz vedno bila malo, joj, se res ne, to mi pa, kako bova pa to zdaj uredila in ali bova otroke prekrajšala za neke pomembne stike ali pa karkoli. In takrat, ko sem jaz dobila več znanja, sem v bistvu najprej sebe pomirila. In je bilo to glavno. Ko si bila res pomirjena bila s to odločitvijo, da ti tako čutiš, ja. Da res tako misliš, ne? Meni je bilo najbolj sploh sama se odgovorila na to vprašanje, kaj je socializacija. Ker večina ljudi, ki sprašuje, kaj pa socializacija, niti ne ve, kaj točno to je, ampak se to dogaja v šolah in vrtcih. To je ta odgovor in potem, če ti otroka nimaš v šoli ali v vrtcu, se pač zgleda ne socializira. Ko pa jim potem jaz razložim, kaj to sploh je in kako mi otroke socializiramo, ker to v bistvu ni nekaj, kar počnemo, ampak se to dogaja samo od sebe, potem malo drugače razmišljajo. No. Niste tako socialno izolirana družina, tako veliko stikov z različnimi ljudmi, veliko prijateljev ima. Ja. Že od majhnega sva se oba dva trudila, da bi otrokom omogočila tudi vrstniško družbo. Smo hodili delavnice na gledališke predstave, kakršnakoli pač druženja so bila možna in z otroki in z odraslimi, ampak sva pač ugotovila, da tudi otroci ne rabijo toliko tega, kot sva midva mislila, da rabijo. Socializacija je v bistvu tudi to, da opazujejo, kako se mi obnašamo v družbi, tako da sva jih vključevala v bistvu v najino vsakdanje življenje, povsod so bili z nama in so lahko opazovali, kako se obnašamo drug do drugega. Ja, imajo pa tako sosede, imamo veliko prijateljev in druženja imajo dovolj.
Super, odlično. V času korone oziroma v letošnjem šolskem letu, se pravi 2021, naj bi se vpis teh učencev, ki se šolajo na domu, kar zelo povečal. Mislim, da po podatkih časopisa Dela naj bi se letos šolali okoli 1613 učencev na domu. Zdaj me zanima, mogoče ti, ker zdaj že 5 let šolaš na domu, opažaš kakšne spremembe? Ja, jaz predvsem vidim, da so to čisto drugi razlogi, zakaj se starši odločajo za šolanje na domu. Jaz sem se odločila z drugačnimi motivi. Zdaj je veliko strahu in v bistvu nekega nestrinjanja z samimi ukrepi v zvezi z korono, tako da so se zaradi tega starši odločili za šolanje, ne pa zaradi samega mogoče nestrinjanja s samim šolskim sistemom ali pa zaradi njihove družinske dinamike ali karkoli. Jaz mislim, da je to glavna razlika zaradi povečanja samih učencev, ki se šolajo na tak način, pa mislim, da je kvečjemu slabše. Dokler je nekaj malo ljudi počne, ni toliko opazno in se toliko mogoče s tem ne ukvarjajo, potem pa, ker je zdaj tako povečanje, so nekatere šole, mislim, da še bolj slabše sodelujejo kot prej. Jaz sama imam pa pač dobre izkušnje, tako da vem to samo iz izkušenj drugih staršev, ki mi kaj pove. Jaz imam zelo dobre izkušnje. Mogoče res, da je tudi nekaj staršev, ki si rekla res, da se odloča, ker jim ta način niti ne ustreza toliko, ampak jih je strah določenih situacij v šoli. Tudi učitelji na drugi strani vidijo, da mogoče razlogi niso čisto kompatibilni s starši ali pa z učenci. Ja, jaz mislim, da vsaka odločitev, ko jo sprejmeš iz strahu, ni lih najboljša. Torej, mislim, če si prisiljen v nekaj ali pa če se sam počutiš prisiljenega v nekaj, pa to ni ravno najboljše. Je pa res verjetno tudi kakšen starš, ki je v bistvu ugotovil, da jim pa ta način, ker v času, ki je bilo šolanje na domu, ustreza, pa si mogoče ga prej niti ni upala. Nekaj je bilo mogoče tudi takih staršev, da so pač v tem času ugotovili, da pa ta način jim bolj ustreza. Ja, tako otrokom in staršem. Potrebuje biti na obeh stranih, ker nekaterim otrokom po mojih izkušnjah res zelo ustreza poučevanje v šoli, nekaterim pa bolj doma. Tako, pač so si različni, tako kot smo si tudi mi med sabo. Vsako leto sproti se odločamo. Torej, mi dva vsako leto se z njimi pogovoriva in jih vprašava, ali še vedno želijo na tak način se šolati, bi radi šli v šolo, ampak nekako nimajo te želje zaenkrat. Kako pa poteka? Ti si letos vpisala srednjo hčerko v šolo in me zanima, kako pa poteka vpis v šolanje na domu. V bistvu vsak otrok dobi vabilo za vpis, ko je šoloobvezen, in tako smo tudi mi dobili iz matične šole vabilo, šli smo se tja vpisati in potem si v bistvu obvezen samo, da do konca počitnic, torej do konca avgusta, šolo obvestiš o tem, da boš otroka šolal na domu. Nekatere šole imajo že pripravljen obrazec, večinoma pa ne, tako da pač sam napišeš. Mislim, meni so rekli, da napišemo nekaj kot eno izjavo in to je to. Do tega ima pač vsak starš pravico, čeprav nekatere šole mogoče dajo občutek, kot da nekaj delaš narobe. Tudi mi prvič, ko smo dvojčka vpisali, pa na tisti šoli povedali, da bomo šolali na domu, nam je nekako dal vedeti, da bomo še videli, da bo on nekako, ali bomo lahko ali ne. In sva se takrat malo prestrašila, ampak v resnici je pač to pravica starša in šola v bistvu mora sprejeti to. Je pa res, da potem tega tudi odvisno sodelovanje, tako da če so neki napeti odnosi, je lahko to sodelovanje pol problema. Se pravi, vi ste potem poiskali drugo šolo, če te prav razumem, ker zdaj šolaš tvoje otroke na domu. Ja. Je tako? Ja, jaz sem se pozanimala že vnaprej, katera šola je, mislim, slišali smo, da je ena šola zelo fajn in smo potem se tam pri njih pozanimali in smo bili zelo navdušeni nad njihovim odnosom in pristopom, tako da sem potem zaprosila za prepis. Torej na tej šoli ni skrivnost, to je osnovna šola Livada v Ljubljani. Zaprosila sem to šolo, če bi lahko prepisali otroke tja, in so oni potem zaprosili to šolo v Kranju za dokumentacijo in tako smo pač ta prepis izpeljali. Zdaj imamo vse otroke tam vpisane in smo že vsa leta zelo zadovoljni. Z vsemi učitelji smo super sodelovali. Tako, odnos je super. Zelo dobro, lepo slišati. Ja. Zasledila sem,
tvoji otroci sodelujejo v vseh teh projektih, kot so bralna značka, domače branje. Kako pa potem te, bi rekla, dejavnosti izvajajo oziroma kako pri tem sodelujete? To je v bistvu verjetno dobra volja tudi učitelja ali spada nekako zraven, je to pokrito že tako v šolanje na domu? V bistvu je tako, da v zakonu je samo šola obvezana dejansko samo omogočiti izpit, kolikor je meni znano. Tako, tudi meni. Ja, tako da v bistvu je vse ostalo potem stvar šole. Naša šola omogoča, da učenci udeležujejo tekmovanj in da upravljajo bralno značko. Tako da mi to naredimo, jaz imam doma seznam, otroci preberejo knjige in potem zdaj pred korono smo hodili na govorilne ure, kjer so potem povedali te obnove učiteljici, zdaj pa pač posnamemo in pošljemo posnetke obnov. Tako, kot si že prej povedala, vsak starš v Sloveniji ima pravico svojega otroka šolati na domu. Je pa res, da je potreben en pogoj, in sicer, da potrebuje, se pravi, uspešno opraviti izpite na koncu. Ja. Bi mogoče razložila na kratko, kako potekajo ti izpiti? Sicer so različni, od 1. do 3. razreda, ker imaš mogoče, v bistvu ti imaš hčerko v 3. razredu, pa sinova v 5. Ja, bi mogoče razložila kar za ta razreda, kako poteka ocenjevanje na koncu. Ja, od 1. do 3. razreda se preverja znanje iz slovenščine in matematike, potem se pa doda še angleščina od 4. do 6. Tako da se preverja slovenščina, matematika in angleščina, pisno in ustno znanje. Tako da šola v bistvu na koncu leta v maju nekje ponavadi razpiše te izpitne roke in potem se teh udeležimo in ko jih uspešno opravimo, lahko potem nadaljujemo šolanje na domu še naprej. In to je pač verjetno veliko zadovoljstvo, tudi pri učencih, mislim, tudi pri tvojih otrocih, ki pa opravijo ta izpit. Ja, je to neka motivacija, ker si oni zelo želijo še naprej šolati na domu, tako da, ko so takrat v 1. razredu slišali, da če ne opravijo teh izpitov, se ne morejo več šolati na domu, jim je bilo to kar težko. To je neka taka spodbuda bila za njih, no, po drugi strani pa še vedno pomeni, da smo vpeti v enak izobraževalni sistem, Torej, smo na nek način svobodni, po drugi strani pa moramo slediti tistim smernicam, ciljem, ne glede na to, ali se strinjamo s tem ali ne. Tako, sledite pač enakemu učnemu načrtu in ciljem iz učnega načrta. Za uspešno učenje in napredovanje se mi zdi ključna organizacija učenja. Kako pa ti svojim otrokom pomagaš pri organizaciji učenja? Kako v bistvu tudi poučevanje doma usklajuješ z vzgajanjem še 3, v bistvu zaenkrat še 3 otrok, ki ne hodijo v šolo? Ja, to je v bistvu največji izziv, ki ga sploh imam. Torej, kako organizirati vse skupaj. Pomagajo mi izkušnje, ko sem prej delala kot specialna pedagoginja in sem imela tudi zelo heterogene skupine in potem sem se naučila tega skakanja od enega do drugega, pa prilagajanja različnim starostnim skupinam in potrebam. V bistvu, ja, organizacija je ključna. Jaz si vnaprej pripravim program za te mlajše, da jih z nečim lahko zamotim. Potem se posvetim šolarjem, da z njimi gremo čez snov, drugače pa zelo samostojni. Moram reči, da jaz jim razložim tiste osnovne stvari, potem pa v bistvu delajo sami. In se name obrnejo samo, če se kje zatakne, drugače pa sploh recimo do prva 3 leta so praktično samostojno obdelali vso snov. Jaz jih zelo spodbujam k temu, da se ne zanašajo na name, kot da jim moram jaz vse, da najprej sami razmislijo, dam jim materiale in v bistvu delajo potem sami. Za materiale uporabljaš njihove delovne zvezke, se pravi priporočene delovne zvezke in učbenike, ali pripravljaš kaj sama?
V bistvu sem najprej pripravljala veliko sama, to je bil moj cilj in tudi sem si zelo želela, ampak potem me je nekako naša realnost povozila, ker to vzame ogromno časa. Tako da skušam še vedno se lotevamo raznih projektov, sploh pri naravoslovju, da sami skupaj izdelujemo stvari, poiščem ideje na internetu in potem se na tak način skupaj v bistvu zabavamo. Mlajši in starejši se zelo veliko naučijo. Sledimo pa tudi delovnim zvezkom, zaradi tega, ker sem videla, da teli izpiti na koncu so pravzaprav res narejeni čisto iz teh delovnih zvezkov, tipi nalog in tako da jim je v bistvu lažje narediti, potem ko že poznajo, kako v bistvu naloge izgledajo in še vedno vpeti v ta sistem, je potem na tak način meni lažje, no? In njim na koncu. Povej, glede poskusov, ki si rekla, da je pri naravoslovju veliko poskušaš sama in vključiš tudi te predšolske otroke. Kako material pa to, ker učiteljice v šolah imajo zagotovljen material, ti se pravi kupaš prej ali poiščeš doma, ali kako se znajdeš s tem? V bistvu, ja, na internetu je ogromno idej, kako stvari lahko predstaviš in večinoma so to neke zelo enostavne zadeve. Uporabljamo recikliran material, imam pa doma veliko materijala za ustvarjanje že tako ali tako, a ne glede na to, da otroci niso bili nikoli v vrtcu, jaz sem jim želela omogočiti veliko različnih izkušenj in smo nekdaj sama kupila barvne liste, vse te stvari, ker jih drugače drugi dobijo, a ne. To mi ni bil nikoli problem, no. Tako da nekaj kupimo, nekaj dobimo tako. Nekaj pa v bistvu, veliko stvari je pa v bistvu tako vsakodnevno dosegljivih, da imamo že doma, ne. Tako je. V nižjih razredih, ne. Tako je. Kako pa potem misliš za kemijo, fiziko, ko bo? Kako? Si že kaj premišljevala tudi o tem, kako boš potem, če bo ta situacija? V bistvu za naprej kaj dosti ne razmišljam, zato ker, kot sem rekla, gremo leto za letom in v bistvu se jaz skupaj z njimi učim. Tudi zdaj pri teh nižjih razredih vidim, da včasih so kakšne stvari, ki se jih moram spet obnoviti znanje, ne. In mi je zelo zanimivo, ker v bistvu takrat, ko sem jaz hodila v šolo, mi je bilo veliko stvari mučnih ali pa tako, me niso zanimale, zdaj pa v bistvu gledam čisto na drugačen način. In ko jih jaz zdaj še enkrat skušam njim predstaviti, so še meni všeč postale, no. Tako da se veselim v bistvu, če bo treba, se tudi veselim kemije in fizike, ker sta mi bili strašno odvratni takrat. In verjamem, da jih bom zdaj pogledala čisto drugače. Čisto drugačnimi očmi in drugačni luči, ne? Ja, zanimivo, res. Pa čisto drugačna motivacija, ne? In pa verjetno tudi otroci, ki slišijo potem iz te strani tvoje motivacije in tvoje želje, tudi drugače sprejemajo te informacije. Si predstavljam, no? To je tisto, kar je v bistvu bila tudi ena izmed stvari, zakaj smo se odločili sploh za šolanje na domu, a ne? Ker v bistvu otroci se želijo učiti, otroci se radi učijo. Mi, ko delamo te naše projekte, to nihče ne dojema kot, to je zdaj šola. To je v bistvu nekakšna igra, uživanje, ko gremo na izlete in se v bistvu učimo o zgodovini, o kulturi, o jeziku, konec koncev v bistvu uživajo v tem. Nikoli nimajo občutka, zdaj se učimo, zdaj moramo nekaj narediti in je vsem zabavno, a ne. Jaz se spomnim, da v šoli mi nikoli niso bili ne kulturni te izleti, ne neki naravoslovni, vse mi je bilo v bistvu dosti odveč in tudi sošolcem, kot sem opazovala. Tako da v bistvu sem se spraševala, zakaj je tak odpor do šole, če se v bistvu vsi zelo radi učimo. Tako, v osnovi. Enkrat sem gledala dokumentarca Beseda, ki mi je dal zelo veliko odgovorov na ta moja vprašanja in ga zelo priporočam vsem, ki jih to zanima.
Tako da to sem potem želela otrokom omogočiti, no, da bi ne dobili odpora do učenja. Da ne bi učenje šolo oziroma z neko prisilo, z nekim, kar pač je treba narediti za neke ocene, ampak da bi pač jemali to kot nekaj, kar jim bo koristilo v življenju in da se nikoli ne bi izgubili te želje po učenju. No. Da bi ohranili to željo, ki imajo že vsi majhni otroci, ne, že dojenčki v bistvu. Ja, to željo. Ja, tako. Vedno treba otroku reči, da se bo pa učila govoriti, ne, otroci sami vse poberijo in se naučijo govoriti jezika. Ja. So zelo motivirani za to običajno. Ja. Odlično. Zdaj bi te pa samo še prosila, da mi poveš, katere se tebi osebno zdijo prednosti in slabosti šolanja na domu. Pa tudi katerim staršem se mi zdi, da je verjetno, pač moje mnenje je, da vsak starš tega ne zmore oziroma da to ni za vsakega starša. Ne? Katerim staršem bi ti priporočala tako obliko šolanja, no? Pa prednosti pa slabosti tega šolanja? Ja. Kot jih ti vidiš, ja. Torej, največji minus je to, da zmanjkuje časa zame. Jaz sem potem stalno vpeta v to skrb za otroke in za šolanje in za predšolske otroke. In tisti čas, ko bi oni bili v šoli ali v vrtcu in bi jaz lahko pač naredila kaj ali doma ali pa bi pač naredila nekaj za svojo službo, tega časa nimam. Torej se moram zelo dobro organizirati, da potem lovim te ure še za sebe, da mi ne zmanjka časa zame, za moje stvari. Tako, zelo komplicirano povedano. Prednosti so pa to, da smo mi kot družina lahko v nekem svojem ritmu, da zjutraj imamo te umirjeno jutranjo rutino, se skupaj pojemo zajtrk, se nam nikamor ne mudi, ne rabim zjutraj metati otrok iz postelj in če nam je pač kakšen dan težko zaradi kakršnihkoli razlogov, pač lahko stvari naredimo drugače, nimamo nekega takega urnika, da bi pač se mogli držati točno strogo vsak dan. Tako da se prilagajamo in vremenu in počutju in dogodkom, ko se dogajajo pač v družini tako ali tako, in čustveno. To se mi zdi, da je pač tisto, kar mi je najbolj všeč. Poleg tega pa lahko vsak otrok v svojem ritmu se uči, se mu vseeno lahko prilagodim individualno, ima dovolj časa še za svoja zanimanja, ogromno prostega časa, no, tako bom rekla, da nam zelo veliko časa nam ostane, da lahko pol počnejo stvari, ki jih zanimajo. Se ti zdi, da ste v bistvu vi prej, s to organizacijo dela, ki zagotovo tudi terja nekaj časa pa tvoje pripravljenosti, se ti zdi, da otrokom ostane več prostega časa, kot bi recimo v šoli? Ja, izredno veliko časa imamo, zelo veliko časa. Če primerjam sploh prvi, drugi razred, dam primer, Pika je recimo bila zelo motivirana in je rešila tiste svoje delovne zvezke, pa ni delala veliko. Ona je končala novembra že vse, kar je pač bilo za prvi razred, in tako se je že sama naučila brati, preden je šla v prvi razred in tako, v bistvu je imela potem čist čas za druge stvari, ki jih je želela početi. Zelo malo časa nam je vzelo prva 3 leta, no, tako bom rekla. Potem zdaj, razred sta malo bolj zahtevna, že terjata več časa, ampak še vedno končamo veliko prej, kot pa recimo, če bi hodili v šolo. In v dnevu in v letu šolskem. Začnete pa, kakor sem te razumela po internetu, začnete pa oktobra približno. Je to tudi, ti je verjetno vam kot družini všeč, da je v bistvu tudi začetek šolskega leta, ni nujno s 1. septembrom, ampak si ga lahko prilagodite vašemu ritmu, ne? Tako je. Tako, mi gremo ponovadi, smo že prej hodili septembra na morje
in zdaj se tudi tako držimo, no, tako da še vedno hodimo septembra na morje in potem, ko prijemo s počitnic, začnemo pa delati te šolske obveznosti. Še mogoče pomembna informacija, izpiti so pa točno kdaj, so v maju, čeprav vem? Ja, konec maja oziroma začetek junija, odvisno je od šole, no. Večinoma smo pa že kar v maju, konec maja končali. Katerim staršem pa priporočaš? Mislim, da je šolanje na domu vseeno ni čisto za vsakega starša. Katerim staršem bi ti posebej pač bi priporočala tako obliko šolanja? Jaz mislim, da vse tiste ljudi, ki jih nekako nika ali pa kar čutijo, da ni ta šola lih to, kar bi si, da jih karkoli moti, jim svetujem, da mogoče preberejo kaj o tem ali pa grejo na kakšno srečanje šolarjev na domu, potem pa pač sami vidijo, ali je to za njih ali ne. Prvo leto tudi imam prijateljice, ki niso vedeli, ali bi ali ne bi, pa sem jim pač rekla, lej, probaš lahko prvo leto, še vedno lahko otroka vedno daš nazaj v šolo, ne. Torej, otroka lahko daš tudi sredi šolskega leta nazaj v šolo, obratno pa ne moreš narediti, ne. Torej, otroka ne moreš ven vzeti. Med šolskim letom. Tako da v bistvu prvi razred je za tiste ljudi, ki jih to zanima, ker jim je zanimivo ali pa bi radi poskusili. Ja, tako da jim v bistvu svetujem, naj pač prvi razred poskusijo, če jih zanima, ne, ker je v bistvu res zelo enostaven še, pa potem vidijo, ali je to za njihovo družino ali ni. Se ti zdi, da potrebujejo določeno predznanje, kot si omenila, si ti profesorica defektologije oziroma zdaj bi pač specialna pedagoginja po izobrazbi. Se ti zdi, da če je starš, ki nima, bi rekla, pedagoške izobrazbe, da se lahko loti vseeno šolanja na domu? Kakšno je tvoje osebno mnenje? Moje mnenje je, da glede na to, da smo vsi naredili osnovno šolo, bi pač nekako vsaj za prve razrede to ne smel biti problem. In včasih, ko gledam te svoje prijatelje, ki šolajo na domu, so tisti, ki niso obremenjeni s temi pedagoškimi prijemi, lahko še bolj sproščeni v poučevanju, bom tako rekla. No, mogoče ti ta pedagoška izobrazba da nek občutek, da moraš zdaj ti poučevati otroka in ne znam tako dobro povedati, kar želim, ampak se mi zdi, da je ta sproščenost, pa to, da sam z otrokom raziskuješ, da lahko čistko super izpelješ ta proces. No. Vidim, da na internetu poiščejo ideje in se lotijo vsega, tako da super poteka. Da izobrazba ni pogoj, ja. Ni pogoj. Pa ta odprta glava, pa ta želja po učenju, pa skupaj z otrokom učiti novih stvari, se mi zdi, da je to bolj bistveno. To, da nisi ti tisti, ki vse veš in otroku potem nekako to poveš, ampak da mogoče otrok vidi tudi pri tebi, da se ti tudi učiš, kako ti poiščeš informacije, no? Ker se mi zdi, da v tem svetu je glavno, da otroke naučimo poiskati prave, dobre informacije, izluščati bistvo iz enih virov. Iz teh virov, no, in da če otrok vidi tudi pri nas, da mi vsega ne vemo in da poiščemo informacijo, ko jo pač ne vemo, da je to tudi zelo koristno za naprej. Ja, da v bistvu to, kar si omenila, da si iznajdljiv, kako prideš do določenih informacij, da znaš jih poiskati. Ja. Tako je. Jaz mislim, Tina, da si bila zelo informativna, zelo izčrpna in se ti zelo zahvaljujem za pogovor in bi kar s tem zaključila najin pogovor. Tako da, hvala tebi. Ja, hvala tudi vsem za poslušanje. Lepo pozdravljeni. Adijo. Adijo. Adijo.